Javni zavod MOCIS iz Slovenj Gradca letos praznuje 20 let delovanja. Ob tej obletnici bodo pripravili sklop prireditev, ki jih bomo spremljali tudi mi, a o tem v prihodnjih dneh. Danes pa o študijskem krožku, ki se je pričel v Dravogradu, tudi v organizaciji MOCIS-a. Udeleženke bodo namreč spoznavale osnove šivanja pod vodstvom mentorice Irene. Tema pa je stara roba, nova roba. Najprej nekaj uvodnih besed Mire Mori o delu MOCIS-a v tem letu. Dejansko v letošnjem letu smo pridobili sredstva za izvajanje dveh študijskih krožkov. Eden je že v Dravogradu utečen, to je Pletem in razveseljujem, kjer pletejo ženske copatke za novorojenčke. In danes pričenjamo z novim študijskim krožkom, ki je bolj usmerjen v recikliranje starih oblačil in imenuje se Stara roba, nova roba. Zdaj za copatke vemo, združujejo se muce copatarice, ženske, ki jim veselje kvačkanje. Koga pa vabite na ta novi študijski krožek? Na ta študijski krožek pa vabimo čisto vse, ki mi je mar za okolje, ki mi je mar za to, da nekaj naredijo, se kaj novega naučijo, predvsem pa, da uporabijo stara oblačila in da nastajajo novi izdelki. Kolikokrat se boste srečali, koliko ur je predvidenih in pa kdo bo krožek vodil? Namen študijskih krožkov je seveda, da nihče študijskega krožka ne vodi, da se učimo drug od drugega, ampak srečali se bomo kar nekajkrat v septembru, predvidenih je pa 25 ur vsega krožka. Mentorica krožka Irena Šmid-Jeram je pojasnila namen krožka, v katerem bodo iz starih oblačil in odpadnega tekstila izdelali nove uporabne izdelke. Ja, o tem smo z našimi novimi članicami že debatirali, zakaj, pa sem rekla, predvsem zaradi tega, ker skrbimo za naravo, malo zaradi tega, ker smo malo, bom rekla, kar po domače šparovni, pa ne rabimo kupiti, če imamo že na razpolago vsaj osnovni material, predvsem pa zaradi tega, da lahko ustvarjamo in si naredimo neke unikatne izdelke, ki so samo naši, enkratni, neponovljivi in takšnega več ne bo. Ali morajo imeti tečajnice ali pa morebitni tečajnik tudi, če se vam pridruži že kakšno predznanje? Ne, ni nujno potrebno. Tehnike dela so različne, delali bomo precej tudi ročno. Če gospodje morebiti niso vešči, se bomo tu vsega naučili. Ne vse z moje strani kot mentorice, ampak želimo, da se tečajniki tudi učijo drug od drugega, izmenjujejo svoje znanje, izkušnje, tako da bo to v bistvu vse vzajemno potekalo in sem prepričana, na koncu bojo znali tudi vse šivati. Prinesli ste seboj tudi nekaj izdelkov. Mira je povedala, da predvidevate približno 25 ur druženja. Kaj načrtujete, da se boste v tem času naučili oziroma kakšni izdelki bodo nastali? Že za prvi izdelek smo si zastavili, imamo že v bistvu temo, odločili smo se, da bomo izdelovali vrečke za shranjevanje kruha, kar je po mojem mnenju so tak dosti enostavni izdelek. Potem, ko bomo videli, koliko imajo članice izkušenj, ker zdaj jih še ne poznam, se bomo pa naprej odločali tudi za kaj bolj zahtevnega. Zato sem pa prinesla pokazati izdelke, za katere predvidevam, da bi v 25 urah jih lahko tudi naše punce izdelale, čeprav zdaj hudih izkušenj z šivanjem še nimajo. Čisto konkretno, kaj morajo prinesti s seboj oziroma kaj jim boste priskrbeli vi? Za naslednjo srečanje je njihova domača naloga, da prinesejo rabljena oblačila, za katere vedo, da jih več ne bodo oblekle, katera ima doma šivalni stroj, sem pač prosila, če ga prinesejo s seboj, da ne bomo vse šivale na enem stroju, ker potem bo vrsta, pa mogoče tak droben šivilski pribor, škarje, kakšne sukance, prejice za vezenje, igle za ročno šivanje, to, kar imamo ženske doma, no, večina. Verjetno se obetajo zanimiva druženja. Torej, če takole rečeva, je dobrodošel še kdo in kdaj se dobite naslednjič? Naslednji se dobimo v četrtek 10. septembra ob 15:30, ker smo potem pač malo